Teniški navdušenci in navdušenke, prav lepo pozdravljeni. Začel se je drugi teden povsem spremenjenega načina življenja. Upam, da ste se navadili na to spremembo in da vam je v kri prišlo tudi druženje z nami. Današnje druženje je malce drugačno. Današnje druženje z Robijem Cokanom namreč je posneto vnaprej, glede na to, da je imel Facebook nekaj težav z aplikacijo Facebook Live, tako da sta se z Robijem posnela. Včeraj se je torej začel drugi teden akcije Ostani doma in bodi teniško aktiven. Na Facebook Tenis Slovenije lahko najdete vse teniške vaje, ki jih pripravlja Robi Cokan. In Robi Cokan je tudi naš današnji gost. Lep pozdrav! Živjo! Robi, ker si trener, te ne morem napovedati, tako kot sem igralca, torej Tamaro in pa Aljaža. Brez angleškega uvoda ti je to všeč? Ja, čisto v redu je takšen uvod. Dobro, vseeno pa tebi bom tudi pokazal ta napis Dream Peak. Kakšne pa so bile tvoje sanje, takole za začetek, da te ljudje malce spoznajo? Ja, jaz sem zelo pozno začel trenirati tenis. Imel sem to možnost, da sem imel teniško igrišče doma, da je oče ga zgradil, oziroma oče in mama. In sem res si želel priti med najboljše tenisače na svetu. Res sem verjel, da bom to naredil, žal pogojev nisem imel primernih, veliko sem treniral sam na igrišču, delal sem veliko, zdaj vidim, da neumnosti, na glavo sem šel neverjetne kondicijske treninge, marsikaj sem zdržal, ampak pač ni bilo načrtno delo in ni bilo tistega pravega pristopa, tako da sem žal, ali pa bom rekel na srečo, hitro videl, da to ni to, ker so Kauči, Džemlja in ostali odskočili in sem videl, da jih ne morem slediti. In sem se odločil, da bom teniški trener in bom poskušal to, kar ni meni uspelo kot igralcu, narediti z nekom in ga pripeljati med najboljše na svetu. Tako da zdaj so to moje sanje. Dobro, lepo, o tem bova nekoliko kasneje. Najprej pa nekaj besed o akciji Ostani doma in bodi teniško aktiven. Začel se je torej drugi teden. Kakšna je tvoja ocena tega prvega tedna? Moram reči, da sem zelo vesel odziva, da se je začelo res dogajati. Vsak dan dobivam sporočila, videe, ljudje me kontaktirajo, sprašujejo, tako da moram reči, da akcija res super raste. 10 dni nazaj, ko smo se to prvič pogovarjali, če bi poskusili, si nisem mislil, da bo akcija tako uspešna, da bo tako lepo rasla, ker se res vidi, da iz dneva v dan jih več spremlja, jih več doma aktivnih in se učijo v bistvu tenisa skupaj z nami, tako da sem zelo vesel. Imaš še dovolj vaj, idej, kaj lahko še pričakujejo teniški navdušenci in navdušenke? Ja, vaj je ogromno. Zdaj, malce težje je te vaje narediti doma, ne na teniškem igrišču in pa v bistvu sam, da ti ne rabi kdo žogice vršiti ali pa podati, ne. Kajti v bistvu moram ves čas razmišljati, da lahko to nekdo naredi sam doma. In tukaj je v bistvu najtežje za mene, pa da je v bistvu še dosti enostavno, da lahko to vsi naredijo, ampak tudi dovolj zahtevno za tiste, ki pa že to znajo. Tako da je v bistvu ta catch tukaj vmes najti je kar zanimiv, je kar izziv za mene, ampak vaj je ogromno, lahko grem pol tudi zelo v podrobnosti za tiste malo boljše igralce, tako da verjamem, da bo še nekaj časa zanimivo. Ja, to je tvoja funkcija v zadnjem obdobju, torej Facebook trener, drugače pa te ljudje bolj poznajo po tem, da si uspešen teniški trener, med drugim tudi Kaje Juvan. Kako morda sodelujete zdaj, ko smo vsi doma? Ja, v bistvu sva vsak dan na vezi, daje mi različne izzive, tako kot jih dajem našim gledalcem. Skupaj gledava pretekle tekme, ki jih je odigrala, gledava druge igralce, da mi za analizirati kakšno tekmo in potem o njej debatirava, vadi tudi ona doma udarce, nekaj stvari gibalnih in ostalih stvari, natančnih, bom rekel, bolj podrobnosti pri udarcih lahko tudi tako naredimo, da jo jaz gledam in ona ima doma veliko prostora. Tako da poskušamo izkoristiti ta čas za stvari, ki jih mogoče prej nismo imeli časa in gremo v kakšne večje detajle. Tako je torej zdaj, kako pa je bilo nekoč? Kakšen je tvoj prvi spomin na Kajo?
kdaj, kje, kako? Ja, mislim, to bi kdo rekel, da je ali usoda ali nekaj, skratka bom rekel, kaj je bila stara 5 let, sem jaz delal v kempu na Malem Lošinju za eno agencijo. Smo imeli prvomajski kemp in jaz sem tam dobil zavaditi skupino majhnih otrok, pa čisto začetnikov, in kasneje smo ugotovili, da je bila noter tudi Kaja. Tako da sem jo takrat 5 dni, 1 uro na dan treniral, čisto take osnove, igrali smo se in potem 1 leto kasneje pride mama do mene vprašati, da je dobila kontakt od mene, če bi njenega brata treniral v Ljubljani, in sem začel z njim delati individualno, in ker tisto, kar dela brat, bi tudi Kaja rada, ona je takrat drugje trenirala, da bi tudi ona rada z mano, no, in takrat 1 leto kasneje se je v bistvu potem začelo, ker je bila Kaja stara 8 let, in od takrat naprej traja ta zgodba. Pa kdaj si začutil morda, da ima Kaja nekaj več? Ne vem, če me spomin navada, so bile nekatere morda pri 10, 11, 12 boljše, pa morda, če nimam prav podmisel, starši to, da je nekdo najboljši pri 12 letih, ne pomeni veliko, pot je dolga, kaj ne? Ja, pot je dolga. To je maraton ali pa Ironman, še več od maratona. Jaz bi rekel tako, že ko sem dobil grupico 4 punc, sem verjel, da bodo vse 4 najboljše na svetu. Mislim, malo utopično, ampak tako sem se tega lotil. In videl sem, da ima Kaja pač nekaj več, zato sem Kaji vedno bolj težil in Kaju je to zelo motilo, ker zakaj vedno mene, zakaj vedno jaz, in sem v bistvu ji poskušal dopovedati, da ona ima nekaj več in da zato sem na njo bolj pozoren in jo bolj opozarjam oziroma se ji malo bolj mogoče posvečam. Potem je pa začela, pač videlo se je, da zna tekmo zmagati, in to je tisto, kar X-faktor v tenisu rabiš, se pravi, ona ni hotela nobene žogce spustiti, že kot majhna, vedno je hotela mene premagati, tudi če sva igrala miniča, pa če je bila stara 10 let, če je izgubila, je bilo to najhujše. Tako da takrat sem že videl, da ima tisto vseb in tudi znala je taktiko spremeniti, magari je začela balončkati v zrak, samo da bi tekmo zmagala, mogoče tudi kdaj kakšno žogo nehote ali pa tako vzela, samo da bi tekmo zmagala, in to je v bistvu tisto, ki je pokazalo, da ima nekaj več. Že v mladih letih tisti pravi preskok, da sem rekel, evo, to je to, tudi Roberta še včasih nahecam, njenega očeta, da sem takrat v Bonfilju, ko je prvič se uvrstila v polfinale ITF-a, mislim, da 14 leti, sem rekel, začni iskati sponzorje, to je to, zdaj gremo pa zares. Tako da v bistvu takrat je pa to res se pokazalo, da lahko na svetovnem nivoju naredi pravo zgodbo. Omenil si, da si ji težil. Kdaj začneš nekako na otroka gledati kot športnika, ki mora začeti paziti na prehrano, na ogrevanje, na raztezne vaje, kdaj narediti ta preskok, da pri igralcu morda zaradi tega ne pride potem za zasičenosti? Ja, to je zelo tanka meja tega in je treba biti pozoren, treba je poznati igralca. Zdaj najboljše je, če igralca dobiš že v mlajših kategorijah, da ga vidiš, da ga spremljaš, kako se razvija. Mlajše kategorije pomeni midi tenis že recimo, ne? Da ga vidiš, kako se razvija, in potem dejansko otrok sam pokaže, če je pripravljen na naslednji korak, če želi nekaj več, recimo, ko mu rečeš ogrej se, če se sam ogreje in kako natančno se ogreje. In potem te stvari v bistvu stopnjuješ, pokažeš različne ogrevanja, zdaj imate to za narediti, zdaj imate to za narediti, no zdaj bomo pa pazili še na prehrano, mogoče, ko greš zdaj z njimi na turnir, jih zraven učiš, poglejte, prehrana je pomembna, to, tako, in v bistvu se skozi cel čas učijo, ni zdaj tako, ok, od danes naprej, letos, zdaj gremo pa tako, ampak v bistvu je ta prehod, otroci ga sploh ne opazijo. Če si ves čas z njimi, ta prehod ne sme biti viden, da bi zdaj rekli, zdaj pa to tako, ker potem oni se lahko strašijo ali pa zdaj pa zares in dobijo nek pritisk, ne. Tako da je to zelo postopoma, ampak bi rekel kar nekje od 10, 11 naprej jih je treba učiti discipline, isto kot za šolo. Ravno ko si omenil disciplino, prebral ti bom eno misel, ni moja. Predanost in disciplina premagata talent vsak dan v tednu. Se strinjaš? Absolutno. Treniral sem že ogromno talentov in danes teh talentov ni nikjer. Tako da brez discipline in predanosti, to je za mene
prva stvar. Talent je, če ga imaš zdraven, je tiš, bom rekel, še nek faktor, mogoče ne X, ampak tisti faktor, ki da mogoče tehnico, ali boš čisto špici, ali boš zelo dober, ampak predanost in disciplina, da vsak dan delaš ene stvari in da si res s srcem tam, to je največ. Tega ti ne more noben dati in to težko naučimo. Bi lahko temu tudi rekla navade, vsakodnevne navade, morda tudi vrednote, tiste, ki so zelo pomembne za končni uspeh. Ja, vrednote. No, jaz v bistvu temu rečem nek talent za delo ali pa talent za predanost. V bistvu je to tudi neke vrste za mene talent. Zdaj so to vcepili starši, te navade, da otroci, pač, ko imajo neki radi, da to res delajo predano, ali pač to se človek s tem rodi, se naredi tak in ne vem, težko rečem, kaj je treba narediti, ampak dejstvo je, da je to najpomembnejše. Kaj pa, če zdaj nariševa nekako, ga ne moreva, trikotnik, starš, trener in igralec? Kako gledaš ti na ta trikotnik? Ja, v tem trikotniku je napisanih in posnetih čudo enih stvari. Ni nobenega pravila, ni nobenega zagotovila. Dejstvo je, da mora ta trikotnik, da mora biti prepleten čim bolj. In jaz poskušam staršem, ki recimo pridejo v našo akademijo, že takoj na začetku razložiti, kaj je naloga koga. In to je za moje pojme najpomembnejše. Se pravi, starši, vaša naloga je to. Trenerjeva naloga je to in to in igralčeva naloga je to in to. In konc. Ni starševa naloga nekaj, kar je od trenerja in ni od trenerja naloga nekaj, kar je od starša in to poskušam res zelo na začetku jim razčistiti. Valjda, to ni čisto tako v praksi, ne? Zato, ker dejansko starši plačajo in nekje, ko oni to plačajo, mislijo, ok, zdaj za ta denar pa lahko pač jaz odločim, kaj bom s tem delal, ne. Tako da, če bi to tako bilo, kar sem prej povedal, bi bilo špica. Garantiram, da se bo razvijalo v pravo smer. Dobro, vsi otroci imajo neke, bom rekel, limite, nekje meja, ne morejo biti vsi Djokoviči, tudi če se vse naredi čisto pravilno, ampak garantiram, da bo otrok maksimalno teniško razvit, tudi osebnostno in tako, kot ga trenerji, bom rekel, vodimo, tudi da mu ostale vrednote življenjske dajemo, da dnevno učimo in ni prepirov in ni ničesar in v bistvu zgodba lepo tekla. Žal vemo, da je življenje malo drugačno, ampak to bi bil ideal. Ravno to, nihče ni idealen. Pa morda vseeno ostaneva pri enem položaju, eni situaciji. Morda, kakšen naj bo starš, ko njegov otrok igra teniški dvoboj. Sam sem že dolga leta tako v vrhunskem športu kot novinar, pa kasneje tudi v teniškem svetu in sem videl številne starše, kako pred dvobojem vsi mirno razlagajo, da se oni ne bodo vmešavali, potem pa pride do začetka dvoboja, se pa izklopijo in spremljajo samo igrišče, nekateri tolčejo, helikopter starši, nekateri se prilimajo na ograjo. Pa morda, kaj bi ti želel, da ko otrok začne teniški dvoboj, kakšen naj bo starš? Ja, to je, spet lahko nekaj povem, pa potem, ko pridejo zraven čustva, ko pride zraven adrenalin, ko pridejo situacije v tenisu, ko vemo, da se spreminja, on nekaj ukrade, on nekaj naredi, sodnik, veter, ne vem kaj, se vse to poruši. Tako da želja bi bila, ampak mogoče najprej to razložim. Se pravi, tako kot otroci rastejo, skozi teniško rastejo, ne zdaj, da rečemo pač kot vsakodnevni razvoj, ampak teniško kot rastejo z znanjem, z izkušnjami, tako tudi starši rastejo. In recimo utopično je pričakovati od staršev 8 do 11 let, da se bodo tam obnašali že pravilno, ali pa recimo 12 let. Recimo potem kasneje, ko smo na turu, je zelo malo tistih staršev, ki norijo, skačejo, tako kot je prej v mlajših letih. Ravno zaradi tega, ker so verjetno skozi vsa ta obdobja dobili toliko in toliko izkušenj in lahko dvoboj gledajo mirno. Tudi jaz sem kajne dvoboje gledal dosti bolj nervozno in z opletanjem in z govorjenjem v mlajših kategorijah kot pa zdaj. Zdaj v bistvu
lahko igra Sereno na centralcu, pa mogoče znotraj mene malo bolj vre, kot če bi bila neka druga tekma, ampak gledam tekmo drugače. Tako da želja staršev, če zdaj dejansko odgovorim, idealno bi bilo, da tako kot prej pravijo, ne vmešavam se in da so tam res samo zato, da zaploskajo, da stisnejo pest in to je to. In na koncu objamejo in rečejo si, da vse od sebe, dajo ljubčka in grejo domov. In that's it. Vse ostalo je trenerjeva naloga, veš, tam bi mogel pa bolj to delati, zakaj nisi tam to delal? To ošpice dobim. In mogoče, če se zdaj na to navežem, bi apeliral na starše, na otroke, za vas pišem blog, tam je ogromno tem, ki vam lahko pomagajo, od katerih se lahko naučite in mogoče najdete sebe v kakšni temi, da bi vam pomagala biti boljši starš ali boljši teniški igralec, ker tudi jaz sem zdaj starš in moj sin začenja igrati mini tenis in sem parkrat tudi sebe zalotil, da sem šel preko meje, se pravi, to ni nič narobe, če greste, ampak dajmo se izobraževati, dajmo rasti osebnostno in potem bo dosti lažje, ker je samo tekma. Samo ena tekma je, vaš otrok jih bo odigral še tisoče in tisoče in to je samo ena tekma in čez mesec, 2, leto, 2 bo čisto vse en, kak je tisto tekmo odigral, pozabili boste na njo. V tistem trenutku pa verjamem, da je v bistvu tekma najpomembnejša in se gre za življenje in smrt, ampak ne smete to tako imati. Zdaj sem malo razvlekel. Ne, lepo si povedal in starše vse to seveda še kako zanima, pisali so nam naš spletni naslov in eden izmed njih je vprašal, kolikokrat na teden naj imajo kondicijo tekmovalci do 12 let. Kdaj torej združiti ta kondicijski del s teniškim delom? Ja, nekje pred 12 letu se začenja usmerjati bolj, bom rekel, profesionalno. Ti boš igral mogoče pa tenis. Tenis bo tvoj prvi šport. Tako da takrat super mi je, če prej trenirajo druge športe. In je v bistvu že na nek način so drugi športi kondicija za tenis. Recimo, kak nogomet je odličen ali gimnastika in podobne zadeve. Zdaj pri 12. letu jaz priporočam 2 do 3-krat na teden, super je 3-krat na teden kondicijo po 1 uro, če pa 2-krat pa tudi v redu. Fino je, da pač tisto kondicijo nekdo vodi, da ni to kondicija, 5 malo teč, 5 malo to, ampak da je nek program sestavljen, zato ker mi zelo dobro sodelujemo z super treningom in oni nam v bistvu delajo osnovo za kasneje, se pravi pravilna tehnična gibanja, pomeni pravilen počep, da znajo otroci pri teh letih, pravilno obračanje kolenov v vračanju nazaj, štarti, kako se v bistvu šprinta, kako se teče, da se v bistvu te stvari osnovo naredijo pri teh letih in potem kasneje, ko se doda kakšne uteži in to, da je v bistvu gib pravilen, da ne pride do poškodb. In v bistvu v teh letih je najpomembneje, ker otroci rastejo, da kondicijski trenerji skrbijo za preventivo, z veliko elastik tega in da v bistvu ni poškodb v teh letih in da imamo zdravega tekmovalca, potem ko se dejansko tenis začne zares. No, največ vprašanj nam je, saj za zdaj, poslal Žiga. Kdo od svetovno znanih igralcev in igralk te je najbolj presenetil pozitivno ali negativno, kakšna osebna izkušnja? Ja, verjetno naš Žiga Bizjak. Od teniških igralcev svetovnih, kdo me je najbolj presenetil pozitivno ali negativno? Moram reči, da Tsitsipas. Pozitivno, smo bili dosti veliko skupaj v mladinskih kategorijah in bom rekel, da nisem bil prepričan, da lahko poseže v top 10, ja, top 100, ja, ampak da v bistvu, da je zdaj top 10, tako da bi rekel, da Tsitsipas negativno. Bom spet na kajega mladinca se verjetno navezal. Clark, mogoče. Clark je kazal zelo veliko, je bil tukaj s Tsitsipasom in ostalimi, zdaj pa, ne vem, okrog 200. mesta, 150. nekako ne najde tega preboja. Lahko omenim še Mišo Kecmanoviča, ker smo tudi zelo dobri prijatelji in Mišo to tudi uspeva. Veliko se slišimo in sem tudi zelo vesel, da mu je uspel. Čeprav je bil prvi mladinc, ni to nobenega zagotovila, da uspe tudi pri profesionalcih potem. Morda tu moje podvprašanje, kaj imajo skupnega Federer, Nadal, Djokovic, Serena, da so postali tako uspešni? Je to neka skupna lastnost, ki jo posedujejo najboljši? Kaj ti vidiš?
Jaz mislim, da en je mentalni vidik in druga je predanost. Predanosti je več stopenj, tako bi rekel, da je več stopenj šprinta. Bolt lahko šprinta tako hitro in nihče drug ne more recimo tako hitro šprintati kot Bolt. In jaz mislim, da je pri predanosti so isto te leveli. Pač bolj so predani, več dajo od sebe, bolj razmišljajo o tem, bolj si želijo zmage za vsako ceno kot drugi in je pač ta stopnja, ta level, te želje višji kot pri drugih. Pa morda vprašanje Petra Goloba. Težave s teniškim komolcem ima, zanimajo ga ustrezne strune, ti pa lahko malce več poveš o tej temi. Pierre, ja. Teniški komolc je za njega lahko je veliko razlogov. Teniški komolc dobijo celo tisti, ki delajo recimo v banki ali pa kaj takega, ki delajo ta gib s komolcem skozi isti, ki štejejo denar in to se tudi od tega dobi teniški komolc. Tako da, Pierre, verjamem, da si, ker ga poznam osebnega vtika, verjamem, da si ti dobil teniški komolc, ker malce v narekovajih preveč na galamo igraš tenis, treba ga je malo bolj sproščeno igrati, ne vse na moč. Preveriti je treba teniški lopar struno, kako mehkejšo struno noter dati, poskušati z nižjo napetostjo strun in pa potem videti. Drugače pa najboljša rešitev za teniški komolc počitek, druge ni, 3 mesece, 6 mesecev, kar se sliši res preveč, ampak včasih, če je šla poškodba že toliko daleč, da je vnetje toliko hudo, drugega ni, ali pa fizioterapevti delati pronacije, supronacije in potem to počasi izgine. Še zadnje vprašanje morda, kar se tiče Facebooka ali pa našega elektronskega naslova. Marko Štor, tudi njega oba dobro poznava. Zanima ga v zvezi s time-outom, ko gre lahko trener na igrišče. A bo to ostalo, se bo to preneslo med moške? Kaj lahko pove trener v tisti minuti? Ja, mislim, zelo zanimiv je ta time-out. Jaz mislim, da je ženski tenis pridobil na gledanosti, ravno zaradi tega, ker je mogoče prej bil manj zanimiv kot moški in je v bistvu ta time-out za gledalce preko televizijskih sprejemov in tudi za tiste, ki v živo gledajo, to neka popestritev. Jaz mislim, da se bo čez čas prenesel tudi na moški tenis, verjamem pa, da ga bojo preizkusili še prej na mladincih, moških, ampak skozi leta verjamem, da bo to tudi pri moških. Zdaj, kaj lahko trener pove, odvisno prvo, kako hiter si, a gor tečeš, a greš počas, tudi koliko sta z igralko, koliko se poznata in pa koliko sta usklajena, ali igralka se v bistvu že usede, pa reče, jaz bi trenerja, ker to čas že teče, ali takoj, ko v bistvu zadnjo točko odigra, že pokliče in ko je ona se usede, sem v bistvu jaz že tam. Tako da načeloma midva s Kajo sva pri tem kar uigrana ali kakorkoli in potem, ker se zelo dolgo poznava, se redko zgodi, da ne bi imel dovolj časa, da ji stvari povem. Valjda tam pa ni časa za neke dolge stavke in neke razlage, ampak v bistvu neke stvari, ki so na treningih že dodelane, to, ono, tretje in v bistvu petka nafilati z energijo, umiriti, kar pač tisti trenutek potrebuje in to je to. Lahko povem eno smešno anekdoto in ravno z Tamaro Zidanšek, polfinale bola, me je Kaja gor poklicala, da sem ji povil lopar. Med to pauzo in moram reči, da je bila pauza prekratka, da sem tako hitel, je že on rekel time, pa še nisem imel loparja dosti napetka, tako da tisti na koncu je treba zalepiti. Nisem uspel in se je med točkami tisti in je pol mogla vmes še prekiniti, da je pol to lahko. Tako da ena stvar se je zgodila, ni bilo to čisto, kako bi moglo biti in sem enkrat med to pauzo pobil lopar. Zdaj pa moje zadnje vprašanje, ki pa si ga boš lahko morda postavil kar sam. Je kaj takšnega, kar te v tem intervjuju še nisem vprašal, pa si pričakoval to vprašanje, pa bi rad odgovoril na njega? Mogoče izziv za ta teden, kaj delamo z otroci? Lahko. Ta teden smo za vas pripravili koordinacijske izzive, freestyle, teniški freestyle, tako kot dela Stef Bojič.
In ta listek lahko najdete na moji spletni stranici Open Tennis Academy ali pa tam si ga lahko downloadate. Najdete ga tudi na Tenis Slovenija ali pa ga si date samo na telefon. Skratka, vabim vas, da poskušate te vaje, da tekmujete z svojimi soigralci v klubu ali pa v kategorijah, da pošiljate in na koncu tedna bomo žrebali 5 nagrajencev, ki bodo dobili 1 uro tenisa s trenerjem v moji akademiji. Potrudil se bom, da bom to izpeljal jaz. In to je to. Imam pa še eno presenečenje za konec tedna, se nam mogoče v mojem liveu pridruži tudi Stef Bojič osebno. Tako da sem na vezi z njim in dajte poslati videe, mogoče jih s Stefom pokomentirava. On je res velika freestyle svetovna legenda. Verjamem, da ga vsi poznate, če pa ga kdo ne, pa preverite na njegovem Instagramu. Hvala lepa, Robi. Hvala. Ne pozabite, torej majhni dnevni cilji, ki jih izvajamo redno, lahko pripeljejo do izjemnih rezultatov. Se vidimo torej v petek, ko se nam bo pridružil teniški igralec Blaž Kavčič. Komaj čakam, petek ob 12. Blaž Kavčič, mož, ki ima za seboj zares nepozabno teniško pot. Več informacij o projektu Ostani doma in bodi teniško aktiven pa na družbenih omrežjih in spletni strani Tenis Slovenije. Tam lahko več izveste tudi o nagradni igri, ki jo je prav zdaj omenil Robi Cokan in nagrada je res zelo, zelo mamljiva. Pazite nase in se vidimo v petek.